Pozdravljene, drage sestre, in pozdravljeni vsi, ki obiskujete spletno stran Hčera Marije Pomočnice, in v upanju tudi, da ujamete dobre, spodbudne misli. Ker smo na začetku tega civilnega leta, v mesecu januarju, se pomalim, ko se srečujemo, vedno znova zaželimo srečno, predvsem pa blagoslovljeno novo leto. In meni je ta beseda blagoslovljeno še posebej všeč. V italijanščini blagoslavljati se reče tudi benedire in literarno, prenešeno bi to bilo dobro govoriti. In jaz si želim, da bi bilo to leto res polno blagoslovov, blagoslova, Božjega blagoslova, predvsem pa Božjih sporočil nam, da bi nam Bog lepih, spodbudnih, pozitivnih stvari povedal in nas na ta način pospremil v naše življenje. In da bi nam to pomagalo tudi blagoslavljati bližnje, blagoslavljati naše sestre, drugo, blagoslavljati družinske člane, blagoslavljati naše prijatelje, kar pomeni dobro o njih misliti, zato da bi potem lahko o njih tudi dobro govorili, predvsem pa da bi tudi njim lahko dobro govorili, spodbudne, pozitivne misli, da bi jih dvigali, da bi jih opogumljali, kajti to najbolj potrebujemo. Telo samo po sebi največkrat ni tako zahtevno in tako težko, da mu ne bi bili kos. Jaz sem v tem letu, ki je za mano, imela kar veliko izkušenj novega dela, novega poslanstva, ki me ga je Bog zaupal, in vedno znova mi je v veselje nekako podeliti z drugimi to izkušnjo. Bog je zvest, Bog blagoslavlja, posebno takrat, ko nas pokliče, ko nas izbere za neko določeno poslanstvo, nam da tisto misel, ki jo potem lahko podelimo z bližnjimi, z mladimi, ki so nam sestram zaupani, ali z drugimi osebami, ki jih v življenju morda prvič srečamo, kot sem jaz srečala ogromno ljudi v tem letu, preteklem letu, ko sem bila poslana v Južno Ameriko, zlasti v dežele Bolivijo, pa delno tudi Kolumbijo in Venezuelo, malo tudi v Argentino. Sem srečevala nove ljudi, vsi so nekaj tudi od mene pričakovali, kakšno dobro spodbudno besedo, in jaz je nisem imela pripravljene. Pa mi je prišla, Gospod mi jo je dal po svojem navdihu. In tako tudi v raznih drugih ozirih me je podpiral. In v tem je v meni nekako dvignil tudi tisto človeško samozavest, predvsem pa tisto globoko notranje upanje in zaupanje, ki ga vsi potrebujemo, ko se pravljamo v svoje poslanstvo. Zato lahko rečem, Bog je zvest. Mi pa to dajmo tudi košček naše zvestobe, košček našega zaupanja Boga, potem pa tudi v bližnjega in tudi v same sebe, da bomo skupaj z njim, tako v Božji besedi, o kateri govori tudi današnja liturgija, ki je bila od vekoma, in to Božjo besedo kontempliramo tudi v jaslicah, Božja beseda učlovečena, ki je Bog, Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek, ki je luč od luči, luč, od katerega vsa tudi luč, ki jo mi v življenju potrebujemo, prihaja. Naj bo ta Božja navzočnost, ta Božja beseda, živa beseda, Jezus Kristus, vedno v našem srcu, da bo lahko tudi v naših mislih in da bo lahko tudi v naših besedah, kajti njega smo kot kristjani poklicani oznanjati, pa naj bomo posvečene osebe, naj bomo v kakršnem koli drugem poklicu, zlasti pa mladi, ki iščete Kristusa. Iščite ga, kličite ga, prosite za njegov blagoslov. Dal vam ga bo v svoji besedi, ki je napisana, beseda Svetega pisma, ki pa je tudi učlovečena beseda, ki se nam daje v Evharistiji. In ker je letos leto posvečeno Sveti Evharistiji, vas vabim z Svetim Janezom Boskom, pa tudi Svetim Frančiškom Saleškim, Sveto Marijo Mazzarello in drugimi svetniki naše salezijanske družine, pa tudi cerkvene zgodovine, sprejmimo od Gospoda ta veliki dar, ki je res najvažnejša in najmočnejša popotnica za naše življenje. Največji gost našega srca, pa tudi najzvestejši spremljevalec našega življenja. In da nam Marija pomaga, da bomo vsak dan znova, ali pa vsaj vsako nedeljo, za tiste, ki ob nedeljah obiskujete samo sveto mašo, da bodo naša srca pripravljena, tako kot je bilo pripravljeno Marijino srce, ko je sprejela besedo angela,
rekla svoj zgodi se in je to besedo potem tudi živela. Tako naj nam Marija pomaga, ko rečemo amen, ko prejmemo Jezusovo telo, da bomo tudi mi res srcem, s pripravljenim srcem sprejeli Jezusa in se potem z njim zadržali skozi dan, da bo res lahko njegova navzočnost v nas in z nami blagoslov za nas in za vse ljudi, ki jih srečujemo. Torej, blagoslovljeno leto, ki je pred nami.